Povej, kaj nujnega, kaj snemamo podcast? Koliko bi plačala za to, da prej ukuram k tebi? Jaz ne vem, 800 € se mi ni zdelo nemogoče. Ja. Ker če si hotel imeti fotoaparat, si mogel imeti fotoaparat, torej nekaj, kar lahko razbiješ. Ja. A veš, kdo je Esmeralda? Ja, spomnim se tega, jaz pregledala, ja, to vem. Upam, da to ni bil zdaj spoiler za Čisto nekoga. spoiler. Ne, zbrište to ven. Ja, malo si izmisliš, malo narišeš dinamično, bolj tako, pa je tudi taka malo bolj hitra in iskrena risba. Mogoče Ne, sem ona je jaz tudi vse ena zelo. A ja, to je pa 2020, to je pa lani, mislim predlani, mislim predlani. Ja, lej, eni smo pač bitter, ne? Ja, Ne, treba je gledati na live drugače. Hvala. Veš kaj, ne? Jaz imam itak že dosti tega. Vsi te artisti, ki so okrog mene, nikoli me noben noče ne fotkat, ne narisati. Ja, Jebite se vsi po vrsti. Zdaj ti je povedala, koga moramo povabiti. Žiga Sever bo Ja. verjetno naslednji gost. Drage poslušalke, dobrodošle v 20. epizodi 3. sezone Kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Danes z nama poseda umetnica, slikarka Klara Kracina. Živijo, Klara. živijo. Univerzitetno diplomirana akademska slikarka, diplomirala iz smeri grafika na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Zdaj zaključuje magisterij na ALU na slikarstvu. V svojem individualnem delu se ukvarja z osebnimi vprašanji identitete, narodne zavesti ter kolektivne nostalgije, prav tako pa odpira tudi družbeno kritična vprašanja, katera v svojih delih obravnava skozi humor in cinizem. Poleg samostojnega dela je tudi članica kolektiva Podmladek, bila je tudi članica v umetniškem kolektivu Kvadratni meter. Nazadnje ste njena dela lahko videli v ljubljanski galeriji Ex Arte in v mariborskem Media Noxu, pa tudi v Kino Šiška, kjer je bil razstavljen njen zin, ustvarjen v sklopu letošnjega Vomcom programa. Danes se bomo pogovarjali o slikarstvu, grafiki, njenim zanimanjem in estetiki v delu, v kolektivu, ustvarjanju zinov, zbiranju nakupovalnih listkov, brskanjem po starih fotkah iz legendarnih partijev in tudi o vključevanju v študentsko politiko. Z vami sva tudi Jernej Čučak Gerbec in Maša Žekš. Poslušate Kritiški posladek, podcast, kjer klepetamo o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture. Vse reference polinkamo v opis, zbrane so v opisu posamezne epizode. Če vam je vsaj malo všeč, kar delava z Jernejem, nama lahko na Buy Me Coffee šenkate drobiž za kavo in ful hvala tistim, ki ste to že storili. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posed. Posladek. Klara, zdaj, prejšnji mesec sem jaz imela to čast, da sem kurirala tvojo samostojno razstavo v Ex Arte z naslovom Friends You May Know. People You May Know, bodoči friends maybe. Razstavljene so bile slike in grafike iz tvoje serije Diskoteka Afrika Trebnje. Torej ta serija je, kakor sem takrat napisala, neka svojevrstna reinterpretacija že obstoječega fotografskega materiala, ki na družbenem omrežju Facebook še danes eksistira v obliki nedotakljivega z nostalgijo, prepredenega spomina na nek izjemno popularen prefinjen nočni klub. Gre torej za podobe, povzete po fotkah, ki so na Facebooku še zmer, in to v bistvu so zelo specifične fotke, ki propovedujejo o nekem specifičnem obdobju in duhu časa. Ta serija je bila razstavljena že na razstavi v Media Noxu v nekem delu. Ta razstava je imela naslov Share to Messenger. Ja? Ja, ok. Kurirala in super tekst je napisala Sara Nuša Golob-Grabner. V glavnem, ta serija se mi zdi, da je od vseh dosedanjih, razen mogoče Esmeralde, o kateri bomo malo kasneje govorili, še najbolj taka, kako bi rekla, specifična, lokalna, tematsko zelo zožana, čeprav tebe v resnici znotraj nje zanima nek širši pomislek in neka tematika. Zdaj, na kakšen način si se ti, če gremo čisto v nek origin story, na kakšen način si se
srečala prav s tem naborom teh Facebook fotk in po kakšni poti je v bistvu padla odločitev, da bo to neka samostojna serija, ki bo toliko distinktivna od ostalih? Mislim, mene od vedno v bistvu ful zanima zbirateljstvo. Ampak ne zbirateljstvo, ne vem, znamk in takih stvari, ki jih ljudje ponavadi zbirajo, ampak nekih tako zelo niš, zanimivih, neobičajnih stvari in vedno sem zbirala recimo neke te ali note listke, ali ne vem, račune, ali neke take stvari, ki jih ponavadi vržeš stran. Tukaj sem pa pač zbirala fotografije na internetu in sem v bistvu iskala neke bizarne fotografije, ki so me na različne načine pač pritegnile, ne. In direktno pri tej diskoteki Afrika Trebnje mi je bilo zanimivo pač ta arhiv, ne, v bistvu pozabljen arhiv, Facebook arhiv, kot neka časovna kapsula, ne, v katerem so pač fotografije zelo nekih osebnih momentov, nekih trenutek, nekega časa. Ampak kako si glih na to Afriko Trebnje naletela? V bistvu meni je to fant pokazal, enkrat ta pač arhiv in potem pač sem samo šla gledat to in me je požrlo. Proto Afriko. Ja, proto Afriko. V bistvu me je čisto požrlo to in sem noter padla in sem pogledala vse fotke in pač teh fotk je tako 10,000 in več. Tako. Res je ful materijala in mi je bilo ful zanimivo iz tega vidika, ker je toliko tega gor, da pač ti to lahko samo gledaš in ne preskrolaš se do konca in tudi pač oni so to v bistvu objavili po temu, ko je bila diskoteka že zaprta, ne. Potem. Ja, potem. Kar sem gledal albume, so bili tipo 2.5, 2.6, gledal, kako da bi objavljali pač sočasno. Večino ne, večina je bila 2013 objavljena in po mojem, moja teorija je... To mi je bilo zdaj čudno, ker takrat, ko so se te, če govorimo za 2.5, 2.6, skoraj noben ni objavljal tega na Facebooku. Ja. So obstajali portali prav za to, slovenski, Ja. kaj bi Upsilon, pa Karantanja, pa še ne par jih je bilo. In mi je bilo zanimivo, da se je to pač najdlo na Facebooku, ne? Med vsemi možnimi... Ja, mislim, moja teorija je, da pač je ta fotograf, ki je imel to vse zbrano, te fotke, na neki SD kartici, hotel to spucati, sam dal vse gor. In je dal pač vse fotke, ki niso bile nikoli objavljene, sam 2013 vse gor. Takrat je bila itak diskoteka že zaprta. In to pač je pomenilo, da tudi noben s temi fotografijami ni interaktiral, ker jih je bilo ful veliko objavljenih. Tudi pač ta folk, ki je na fotkah, tega sploh po moje ne ve, da so te fotografije objavljene. Niti ni veliko interakcij, to so pač fotografije za nič lajki, za nič komentarji, tako zelo redko, kjer ima kakšno interakcijo. Ampak ja, no, iz tega mi je bilo zanimivo, no, tudi da pač ni noben s tem nič imel, no, da pač je bilo to samo objavljeno, da noben ne ve o temu, razen fotograf. Mislim, navada je bila, no, da se pač pofotkal, ponovadi se je celo več ljudi pofotkalo v nek party, čisto normalno in se je to pol objavljalo pač v roku parih dni, recimo na Karantanju ali pa na Upsilon, pač eno od teh portalov, ki je bil za partije in to se je pol folk, ali eni so si kar shranili takoj zatem, zato ker če si hodil na partije vsak vikend in če si bil pač napravljen, pol si vedel, da te bojo fotkali, praktično sigurno in pol si pač šel poiskati svoje fotke. Takoj zatem. Da, ja, sem videl, to je... Ampak to na Facebooku pa je kar zanimivo. Ne, sem videl, po albumih sem videl, da albumi so prav narejeni, ne, tipo pač, ne vem, Dijaški žur, ta datum 2.6. Ja. Na začetku so neki še to furali, pač to, da sproti objavljajo. Pa pač je sam šlo vse v kurac. In so pa samo vse objavili naenkrat. Se tudi te fotografije so ratele manj zanimive s časom. Pač en cajt je, niso vsi nosili, niso imeli vsi sabo fotoaparatov. To je prva stvar. Ja. Ker če si hotel imeti fotoaparat, si mogel imeti fotoaparat, torej nekaj, kar lahko razbiješ. Ja. To pomeni, da je bilo itak da je bilo... ukradejo. Ja, itak je bilo ful fajn, pol pač, če je nekdo drug fotkal to, ponovadi je bilo tako, da si ti dobil recimo zastojn karto, pa si fotkal za ta portal, oni so ti zrihtali akreditacijo, ti so šel za stojno žurno, ne vem, 300 fotk, 200 fotk, 100 fotk, odvisno koliko. Tudi manj, eni so naredili tudi samo po 50 fotk in čau. In samo svoje frende, tako. In to je to. Eni so pa pač fotkali, tako da si pač pofotkal vse in se je pol to objavljal. Ta fotograf oziroma te fotografije so ful narejene na ta način, da je nekdo sam škljocal. A ja, ne, da ne moš misliti, to so bili normalni ljudje z navadnimi trotrezihar digitalci, ki so se prijavili za akreditacijo. Ja, to je kot da bi šel jaz ali pa ti zdaj recimo na žur vzela najbolj s telefonom fotke, recimo. Sam ne vem, kako so pa v bistvu dobili vse te fotke, veš, od različnih ljudi, če so bili različne. Po moje je to vseeno. Ne, mislim, to
to mogoče, da je za Afriko, mogoče, da je nekdo fotkal prav za njih, ampak za recimo druge partije, pač recimo Psilon je zbiral in si ti povedal, kam greš, oni so ti zrihtali akreditacijo in pol si ti poslal fotke in se naredil album, ne vem, pač ta in ta datum, ta in ta žur v, ne vem, ambasadi, recimo. Ampak kaj to je, nekaj si rekel, da pol s časom ratajo manj zanimive fotke, kaj misliš s tem? Meni se zdijo bolj iskreno. Ne s časom, da te fotke, ki so objavljene, ampak zanimanje za to, da bi nekdo fotkal, je se zmanjšalo. Ker po mojem, da so pač potem prišli telefoni, pa tudi žuri so se spremenili in pol ni bilo več tega interesa, da bi nekdo šel fotkat, ne. Zdaj ne vem, predstavljaj si, kako... Po moje je to tako po 2006, ko se je diskoteka zaprla, po moje je to takrat se zgodilo. Ampak tle se mi zdaj bilo lih to, da so samo vse pofotkali. In temu se mi zdaj ful tako iskrenosti in ful res imaš v pogled v vse, kar se je tam dogajalo, zaradi tega, ker so pač fotke. Od tega, kako nekdo, ne vem, se pač tam make-outa, od tega, kako nekdo dobesedno šmrka iz mize, ne vem, kako so, ne vem, se grabijo med sabo, ne vem, kako so tam pač tako zelo surove. Ja, surove, ja. To mi je bolj všeč, ker se mi zdaj fulkrat pač zdaj to pač neka ta cenzura, kar pač totalno podpiram, ker ni okej, da se pač valjda objavlja neke fotke, ki iz žurov, ki ful razgaljajo ljudi na pač, ali pa jih prikazujejo v slabi luči. Je pa pač, ja, tukaj ta, I guess, nekonsenzualnost fotografiranja, prikazovanja te surovosti daje nek čar temu, čeprav mogoče je problematičen malo, ampak je pa zanimiv. Ja, mislim, da takrat noben ni razmišljal o temu, da to bo nekoč nekdo lahko videl in bo to, kaj je narobe s tem. Je bilo tako, imamo se fajn. Ja, pa se to je tudi, mislim, tudi tako itak v vsakem primeru se mi zdi, da glede na to, da je toliko fotkov objavljenih gor, da se v tej masi 10 jurjev fotk čiz zgubi identiteta od pač vsake osebe tam, da se noben sploh s tem ne ukvarja, oziroma vsaj jaz se nisem, ko sem delala to serijo, da mi to ni bilo pomembno, bolj mi je bilo to iz momenta arhiva, iz momenta, da to pač tam je vse objavljen gor, da ja, pač bolj tono. In po kakšnem ključu si potem izbrala tiste fotke, ki si jih pol spremenila, bodi si v sliko ali grafiko? V bistvu sem večkrat preskrolala čez te fotke in potem sem delala neko svojo manjšo selekcijo in nek svoj album, tako da sem pač vedno potem to screenshotala in sestavljala svoj poseben album. Pa sem pa vedno znova, ko sem končala eno sliko, sem šla spet to gledati za nazaj in poiskala one, ki so mi všeč. In vedno, ko grem spet nazaj gledati, mi je spet kakšna druga všeč in res se mi zdaj to materijala za doživljenjsko delo lahko tudi, čeprav po moje se bom vmes že naveličala. A pa bolj tako, si gledala, ne vem, kjera fotka se tebi zdi simpatična pa zanimiva, ali tudi tako, to bo pa v sliki ful dober izpadel. Pa tudi mogoče razlika med tem, ne, to bo slika, to bo pa grafika, ker something. Ja, ne vem, v bistvu nisem toliko razmišljala, kaj bi bila dobra slika, bolj tako, kaj dobro reprezentira to, kar se je tam dogajalo. Mogoče. V bistvu grafike so pa prvo so nastale vse slike in potem sem naredila še grafike. Kako je pa recimo z izrezom same podobe? Ti definitivno vidiš pač ogromno fotografij, ki so bile kadrirane, kot so bile kadrirane, z tudi različnim verjetno znanjem od zadaj, ne? Ampak ti moraš to potem prenesti recimo na platno, a ti potem ohraniš originalno kader ali ga kdaj kaj zmanjšaš, zrežeš? Ne, v bistvu sem hotela čim bolj, v bistvu pri večini teh slik in grafik gre pravzaprav za screenshote, tako da gre za screenshot tudi vseh komentarjev, mislim, ne komentarjev, ampak ta like, comment, share, pa ime kluba, pač vse to, pač to, kar pač screenshotaš, če screenshotaš nek Facebook post. Na telefonu. Na telefonu. Zelo pomembno. Ja, na telefonu. Ker sem videl en tvoj scroll, tako endless scroll in potem sem štiral, kje so te fotke, potem sem šel iskati in sem videl tako, ne vem, daj sem jaz nazadnje scrollal tako fotke na Facebooku, da bi šel res gledati in sem bil slučajno za računalnikom in gledam tako, telefon se res.
No, ampak sem tako hotela v bistvu čim bolj avtentično, kot sem jaz, kot je bilo to meni prezentiran. Ko sem to iskala in gledala, sem na isti način potem hotela tudi to predstaviti v sliki. Okay, pol pa razen seveda modrine. Točno to. Razen tega, da so pač v bistvu modre. Je kakšen poseben razlog za to kromatsko izbiro? V bistvu modro, prav specifično to modro in ta odtenek sem zbrala zaradi tega, ker sem hotela nekako ustvariti asociacijo na modrino v narekovajih ekrana, kao ta blue screen in pa tudi pač ta Facebook logo, to barvo, da je v bistvu ta pač tudi asociacija, ampak predvsem to, da se pač mi kao zavedamo tega, da je to, da gledamo ekran, kar pa je tudi pač samo po sebi zanimivo, ker je v bistvu tudi, če gledamo mi, slika nikoli ne bo ekrana, v bistvu je samo pač kopija podobe ekrana. Ta modrina v bistvu hoče to ustvariti. Okay. Jaz sem študiral, zakaj je modro. Je zelo očitna izbira, tudi da odstraniš barve, ker to je praktično črno-belo, ampak pač z modro. Tako da je drugačna izkušnja vseeno, če hočeš podoživeti na vednicah. Ja, pa hodila sem v bistvu tudi to nekako pri tej seriji, da gre za nekako upočasnitev podobe, zdaj, ker iz tega vidika že sam ta serija, tukaj je pač toliko enih informacij, in potem v bistvu tudi to, kar si prej vprašala, imaš kjero zbrati. V bistvu tukaj zatem je tudi pač moja ideja bila, da imaš ful nekih informacij, ki grejo cel čas mimo nas in ful nekih, ne vem, tudi, spominov, ki grejo mimo nas in vse se ful hitro pozabi in ful težko je tudi keepati track in attention nad vsem, kar se pač dogaja okoli nas. In potem sem v bistvu tudi tako zaradi tega na nek tak monumentalen slikarski, ta olje na platnu, velik format. Te screenshote hotela narediti kot neko upočasnitev podobe, kot neki, da ti nek trenutek v času v 90-ih do 2010 upočasniš in izpostaviš nek dogodek. Tako da to je bila nekak ideja, da se podoba mogoče malo bolj razmišlja temu, kar nas... Zdaj se praktično vrnemo nazaj na isti problem, ko prej, da je pač toliko teh podob nastalo, da pač anonimno strata iz tega, ker je nemogoče iti čez vse. Tako da v bistvu ta upočasnitev se prav kontrira nekako temu, ker se ti skoncentriraš na neko zadevo in ustvariš nek nov spomin v bistvu. Tudi to. Kako pa pol pride ta grafika sem noto to zgodbo, ker pol veliko podob je pa tudi narejenih v seriji, mislim v tehniki monotipije. Zakaj si se glih za monotipijo odločila in kako ti delaš to monotipijo? To vsak malo drugače dela. Črno-bele so v bistvu na belem papirju, isto v pač nekem takem formatu, kot je pač screenshot, se pravi pač pokončen. In monotipije te pri meni so ful take zabrisane in ful je napak pri monotipiji, ampak meni so to itak dobre napake, pač ful ni clean, ni tako, kar si to tiskaj, ful clean, ker imaš pač res tako ploskav, tle pa pač res tako, ful se zamaže, tako, ker da bi nekako z nekimi voščenkami delo, tako zgleda v končni fazi. In mi je bilo dobro v bistvu ta neka zabrisanost in ta netočna jasnost podobe, pa vse te napakice, ki pridejo, ker me je tako nekako to asociralo tudi na to nek tak zabrisan spomin ali nekaj. Tako da je to. Jaz rada v bistvu tehniko in izvedbo prilagajam konceptu in ideji dela. To tudi pri drugih delih. Pa se je potem ta ideja za monotipije porodila naknadno, ko si že vedela prej, da bi zraven dodala tudi neko grafiko, ali je to pol prišlo naknadno? Si predstavljam, da pač toliko je teh hudih fotk, ki bi jih še rada upodobila, nimam časa, da bi to vse naredila na slike, da bom monotipije, pa še zraven ful se dobro ujema tehnika z tem konceptom. Lahko bi to rekel. Mislim, v bistvu je bilo tudi to, jaz sem pripravljala dela za to razstavo v Mariboru, ki sem imela. In slike sem imela že in potem sem bila tako, v bistvu deluje vse tako malo monotono, vse to skupaj. In jaz si tako ful pač tudi delam grafiko in mi je bilo to vedno ful blizu. In potem se mi je zdelo tako to kot nek dober dodatek k tej seriji. Tako se mi zdi, da je nekako tudi zaključil vse to
ful boljše skupaj, da ni pač samo te slike. Pol na razstavi sem pa itak imela tudi pač, mislim, mene tudi zanima, ne sam pač delo kot samo, jaz itak delam vedno vse v seriji, se pravi pač serija kot neka zaključena celota, ampak jaz pač vedno razmišljam tudi pol o postavitvi končni, ne. Meni je tako delo zaključeno, polka je postavljeno in je tudi zraven še nekaj, kar to vse skupaj povezuje. In pač to so ponavadi ali neke instalacije ali pa neki objekti in recimo prav pri tej seriji tej razstavi v Mariboru v Medianoxu sta pač 2 prostora in to je bilo spodaj postavljeno v spodnjem prostoru, kjer so take stopnice, ne, iz obeh strani in že itak cel ta prostor tako dosti spominja na nek klubski prostor, ne. In potem sem v sredino prostora postavila to pole dance štango, ne, ki je tudi pač bila v diskoteki Afrika Trebnje in je pač potem ta nekako... V bistvu neko podoživljanje, podoživljanje občutka biti v diskoteki, v neki kleti, v nekih separejih. Zelo pomembno, da je to diskoteka v neki vasi nekje. Je to čist nekaj drugega kot diskoteka v Ljubljani. Ampak tudi nisem hotela tako biti preveč ilustrativna in mi je pač bilo pomembno tudi to, da ne karikiram, ampak da je samo tako neka asociacija na to, da ni tako, da kakor da ti vstopiš v diskoteko in pač je tam cela žurka in ne vem, folk kadi noter ali neki. Pa pije, ampak da je bilo tako pač samo neka asociacija. Tudi moja prva ideja recimo je bila, da bi bila samo tla stiki, a ne, kakor imaš pač v ne vem, ta 5 AM klub, pač ko se prižgejo luči in pa moraš iti ven in tla se limajo od vsega pira politga in sem bila tako, mogoče je to tudi dobra ideja, da bi pač bila tla stiki, ampak potem sem se odločila za to štango, se mi zdi, da je bila tudi v redu ideja. Na tej razstavi nazadnje v X-Arte sem pa naredila v bistvu neke take mini skulpturice iz epoksija, kozarcev politih in umazanih kozarcev v nekih teh treši, barvnih kozarčkih, plastičnih. Tako da je bilo pa tudi na otvoritvi ful zanimivo, ker smo iz istih kozarčkov pil in je tako se nekako navezvali in tudi uživeli so potem mogoče bolj te kozarčki. Ni nobenega vrgu na tla, da bi dodal. Ne bi bila jezna. Mislim, ne da bi bila jezna, tako mene bi zamikalo, da bi... Meni bi bilo to super. Meni zdaj ni sicer noben tega naredil, ampak so pa potem naslednji dan oziroma še 2 dni po otvoritvi pustili te kozarčke, da so tam ostali, te uporabljene od otvoritve, ki smo pili, ne te skulpture. In so potem ostali tam še kot dekoracija. Kar paše, sploh če še kaj ostalo noter. Po par dnevih ima že ta peta zjutraj vibe, kot praviš. Pa še ta von po starem alkoholu. Ker se ga kakšne diskoteke ne znebijo še. Zdaj, midve smo imeli takrat en pogovor, ko smo to razstavo sestavljali, pa sem jaz hotela ful bolj tako bohotno, cinično, intens besedilo napisati. V smislu, da recimo je bilo tudi vprašanje, ne, zdaj, če obstaja toliko teh fotografij, na katerih, ne vem, folk konzumira droge, glih toliko, da ne seksajo, take stvari, ne, ampak je izbor tvojih fotografij za slike in grafike še zmer do neke mere glih prav konzervativen, ali kako bi rekla, ker ne želiš izpostavljati mogoče teh nekih, kot si prej rekla, nekih najbolj intimnih trenutkov, na podlagi katerih bi se lahko neko moralno sprevračanje ali pa sojenje nekim posameznikom zgodilo. In sem hotela sam nasloviti še to, da v resnici, ne, da čeprav obstajajo fotografije, ki bi bile lahko bolj ekstremne, bolj hardcore in bi te slike bile ful bolj eksplicitne, si se v bistvu odločila, da na nek drug način raziskuješ to, kar te zanima, ker v bistvu niso zdaj ekscesi posameznikov, ki so se zgodili v tej diskoteki in ki so bili dokumentirani s fotko, ampak bolj ta občutek tega arhiva, kot govoriš. Tako da to se mi zdi tudi zanimiv tak kontrast, ne? Ker po eni strani imaš opcijo seči dlje v nek bolj dangerous territory, ampak je nalašč pač izbor narejen na podlagi nekih drugih
lastnosti in nekih drugih vprašanj. Ja, kot si rekla, moj koncept je bil bolj na temu raziskovanju arhiva, ne, tega pač zakladnice digitalne. In v bistvu mi ni bilo toliko v interesu izpostavljati nekega, ne vem, mogoče. Notor so tudi recimo fotke, ne vem, kako se neke punce šlatajo zariti in take stvari, pač najbrž ne gre za neke konsenzualne stvari in pač temu sem se hotela izogniti zaradi tega, ker pač prvič, ne vem, nočem teh ljudi, ki se jim je to dogajalo ali pa karkoli v klubu, pač nočem tega zdaj za mojo razstavo pač izpostavljati, pač bolj je bilo tukaj raziskovanje tega arhiva, kakor pač izpostavljanje pa kazanje s prstom na posameznike, kaj ste pa videli, ko ste bili, ne vem, v tem klubu, vi ste pa ne vem kaj. Ni bil to moj namen, pač bolj sem to. Ja. Zdaj, ko se mogoče par procentov dejansko govori o tej Afriki Trebnje, če ne drugega zato, ker si ti imela že 2 te razstavi, pa so pač neka besedila bila napisana, pa zdaj mogoče tudi to, ko bo šlo ven. A se ti zdi, da obstaja možnost, da se zdaj s tem arhivom kaj zgodi, se mogoče lahko spremeni, a bo kdo zapaničaril, pa to vse dol vzel, a se bodo kakšni ljudje šli iskati, pa se bodo našli noter v tem arhivu, ali misliš, da je to zdaj že vsem še zmeraj toliko pod površjem, da je to zdaj tam safe and sound na tem Facebooku forever? Upam, da ga ne zbrišajo nikoli. No. Zdaj, ko si to rekla, nisem nikoli zares prav razmišljala veliko o tem, ampak upam, da mu nisem vzela tega čara s tem, ko sem mu dala preveč pozornosti. Upam, da vedno ostane tam. Škaj me zanima, ne? Sem dosti razmišljal, tudi ko sem čez tvoj Instagram hodil in tako pač malo pregledoval, kaj si vse počela in to. Nedvomno je, da tudi ti sodeluješ pri oblikovanju nekega arhiva zdaj, ne? Tudi sama objavljaš sebe gor, sama objavljaš svoje posnetke in soustvarjaš nek ta arhiv kolektivne zavesti, če lahko temu tako rečemo, ne? Ker to tudi medmreže po eni strani je, ne? Kakšno je tvoje razmerje zdaj do tega sooblikovanja tega arhiva in ali si kaj bolj pomisliš, preden kaj objaviš? Zaradi tega rednega srečevanja z nekim arhivom, ki je do neke mere tudi malo vprašljiv zaradi vseh teh drugih posnetkov vmes, ne? Ampak to sprašuješ za moj osebni Instagram ali za... Zato, ker ti postaš svojih osebnih stvari, ja. Aha. Ne vem, meni se zdi, da ne objavljam takih stvari, ki bi mi kdaj lahko škodile. Tako da, mislim, jaz v resnici nimam problema z tem, da sama sebe izpostavljam na socialnih omrežjih. Ful nisem toliko privatna oseba. Se ni bilo mišljeno, da bi to moglo biti kot kaj, kar bi imela narobe, ampak samo iz tega vidika, ker se ti toliko ukvarja z nekim arhivom, nekih drugih posameznikov. Sam ti si je toliko v preteklosti, jaz to tako čist drugače dojemam. Ja, jaz tudi, ja. Ti si kar nek drug čas, ko je Facebook bil tako karen še takrat. Ja, ampak vse tiste stvari niso bile verjetno na Facebooku originalno, ne? Ampak je neka oblika socialnega arhiva, da jim reči. Vse ta mehanizem objavljanja in izpostavljanja ni drugačen. Ja, ampak ti si objavil kar nekdo ful naenkrat, ti pa sebe objavljaš vsake tok časa in ful kurirano in ful lepo poziraš sam sebe. Pa se takrat je bilo tudi dosti kuriranja teh posnetkov v resnici. Vse, ko si šel žurat ven svet, da te bojo fotkali in si se nastavljal za to, da te fotka. Sej ni, da so te na skrivaj fotkali. Ok, ja, ampak takrat še ni bil Facebook tok big thing. Ja, to je res, ja. Ni bilo tako, da ko boš hotel službo vsi poiskati, te bodo šli čekirati na Facebook, če si sumljiv. Sej zaradi vsega, ljudje sploh ne bi razmišljali zdaj tako o Facebooku in vsem temu, kaj objavljaš, če se to prej ne bi zgodilo. Jaz sem se spomnil zdaj na eno zgodbo ene kolegice. Facebook še ni bil takrat tako popularen, ampak pol je malo ratal in pol smo pač valjda na začetku Facebooka in tega so ljudje še objavljali stvari, pač svoje osebne, ne vem, iz žurk ali pa si nekaj pil. In človek ni pomislil, ne, takrat pač ti si mlad, ne vem, 20 neki. Ja, in ona je takrat dobila neko službo in so je storili pač vse zbrisati zaradi službe. V neki marketinški firmi je delala pač. A veš, samo takrat ni bilo tega zavedanja, da bi to lahko karkoli bilo še, ko se je objavljalo, ker še ni bilo teh problemov, ker so šele nastajali, ne. Ampak ne, jaz sem vseeno mislil, tudi vseeno imaš ti nek drugačen odnos do objavljanja, sam zaradi tega, ker se srečuje s tem. Mislim, ja, zdaj, ko si dal ta specifičen primer, mislim, meni se tudi zdi, da ja, I guess, za različne poklice oziroma interese v življenju se moraš različno obnašati na pač socialnih omrežjih in na splošno, ampak pač glede na to, da sem jaz umetnica in to mislim početi v življenju mi ni bed. Tudi če bi imela neke trashy fotke same sebe. Ne, se ni bilo to mišljeno, kot da ne bi smela česa objavljati. Mi smo v kulturi, mi nimamo tega filtra. Ne, kakorkoli se obrneš,
vsakdo, ki nekaj objavlja, performira nek svoj jaz. In kakorkoli se obrneš, je odločitev zavestna, kaj boš objavil. Ja, Klari gre super, kaj jo vedno nekdo tako ful hudo fotka, pa je cela febele zgor na fotkah. Thanks. Sprašujem se samo, če je kakšen drugačen premislek, če si kdaj pomislil o tem, da to vpliva na te, kaj pol objavljaš. Ne. Mogoče bom to razmišljala čez tako, ko bo to že zastarelo. Recimo, zdaj, ko je ta knjiga išla od kolektiva Arhiv, Sterilni študent, noter so fotke, ki so na tak point and shoot quick način fotkanje partija narejene, na katerih si med drugim tudi ti gor. Ja. To ne vem. Ne veš, bom ti pokazala pol. Ja, daj mi. No in recimo, to je zdaj to je zdaj exactly tak primer, ne? Ja. Veš, išla je neka stvar, ti si gor na fotki v javnem prostoru na nekem partiju, ne? Zdaj pa pač je danes po moje od fotografa in urednikov odvisno, kako se to naprej performira, producira, s tem, da urednik na Facebooku je Facebook sam, ki ima zdaj neke guideline, ne. Jaz si mislim, zdaj po moje za nazaj ne skrejpajo, ampak zdaj, če ti objaviš nekoga, ki šmrka po mizi, to bo Facebook zaznal, pa ti bo dal ban, ali kaj, ne vem, kako deluje. Instagram vem, da to dela. No? Včasih se ni toliko objavljalo na Facebooku partijo, ne. To so bile neki iz privatne strani. Ne, mislim, v vsakem primeru ta specifična fotka, ko iz mize šmrkajo, je taka, mislim, itak so subtilna, ja, ampak te fotke so itak ful slabe kvalitete, tako da pomaže sam zaradi tega, mogoče se ne bi zaznal. Mislim, prepoznala si, ne? Ja, ampak jaz nisem, kaj že, algoritem, Facebook algoritem, jaz sem misleč posameznik. Mislim, Facebook algoritem tako je prepozna, če so kakšne bradavičke slučajno. Ja, to pa. Ja, včasih tudi prepozna stvari, ki niso pa tebena za brezveze, tako da hvala. Lej, si daš une nalepke, ki so bile encajt popularne, moške bradavičke. Ja, ali pa ta bikini, mail, ne, to je tudi ful stvar, ki se spomnim tako kao bikini, ki je tako mail bradavičke gor. Ja, se sliši neki tazga, ja. Ok, zdaj, če gremo naprej, zdaj ostali dve slikarski seriji, ki sta bile v Mariboru, ne, ki smo prej ta Maribor omenjali, sta bili pa povzeti po tem Facebook Marketplaceu, pa še AliExpressa, AliExpress reviewjev. Reviewji nekih izdelkov, ne. Zdaj, podoben, kot v Afriki Trebnje, to smo tudi prej omenjali, gre v bistvu za dejansko screenshot preslikavo, ne, oglasa recimo, tako da ti v bistvu imaš torej tudi preslikano tipografijo, dejanske tekste, prisotni so gumbi, naprimer všečkanje, komentiranje, križec, lokacija in to. In zdaj se mi recimo zdi, da se kle malo pozna to, da so to neka dela, neke mlajše ustvarjalke, ali kako naj rečem, v primerjavi z, ne vem, nekimi starimi slikarji, ko so tudi delali po fotografijah, ampak recimo, če bi vzeli oni to isto fotografijo, bi izpustili vse to, kar je okoli. Se mi zdi, da to je zelo taka sodobna scena, da ti vključiš tudi cel ta frame, ki določa dejanski medij na telefonu, tako kot si prej omenila. Zdaj, ena slika, ki smo jo imeli v Exarte, ki je tudi iz Afrike Trebnje, je šla ležeča, recimo una pa ni imela. Ja. Una pa ni imela nič od tega. Ne. Tudi format je bil tak čist X, ne. V bistvu zelo taka horizontalna, podolgovata slika. Zdaj, moje vprašanje bi bilo, a je to zdaj bila zavestna odločitev, ali je to čisto slučajno, ali je to še nek odmev unih prejšnjih del, ko si tudi imela te gužvice tako malo horizontalne, tiste barvaste, ko so bile tudi v vagi, ali je to še kaj s tem povezan? Ne bi rekla, da je zares s tem povezan. Mislim, v bistvu je bilo bolj tako sam kot razmišljanje o eni zaključeni seriji in ne vem, da nisem hotela se ponavljati preveč. Da je malo razgiban. Da je malo razgiban, ampak da se vse dojame, da pač, a veš, ne rabim zdaj za vsako sliko povedati, to je screenshot, ker se razume, če naredim 3 večje slike, ki so screenshot in potem so drugo pač kot nek adicija temu, ne. Tako da, mislim, je bilo zavestno, ampak ne bi pa rekla, da se zares navezuje na te prejšnje množice, no. Ja. S kje se je pa pol znajdu ta AliExpress pa to? A je to nekaj, kar ti v prostem času malo poskrolaš, pa ti pol uč pade? Ali, to, ene stvari so bile zelo specifične na tistih delih. V bistvu gre spet za zbirateljstvo, ne.
spet gre za zbiranje screenshotov in zbiranje bizarnih stvari, ki jih ponuja internet. In mi je bilo zanimivo iz vidika, da gre za deljenje neke zelo intimnega experienca enega, ne vem, objekta ali pa, ja, spet gre za neko razgaljanje, ali dobesedno, ali pa ne, pač od tega, da ti, ne vem, kakšen je tvoj predmet, ki ga ti prodajaš, kakšne stvari v bistvu ljudje dajo na internet, pa ne iz spet tega vidika, da bi se mogli sramovati tega, ampak tako, ne vem, kakšne stvari sploh kupujejo, ja, kako to predstavijo in pol je pač mi bilo zanimivo iz tega, čist jepam. A ta marketplace pa AliExpress komentarji pašajo kot skupaj, ali sta to dve ločeni seriji? A veš, da imaš prodajam in kupujem in komentiram? Mislim, oboje je pač tako konzum, ampak I guess bi lahko pasale skupaj, sem da pač imam, ja, par slik, ki so prav na Facebook Marketplace, kjer sem pač raziskovala in iskala. Mislim, tako itak to pogosto pogledam tudi zaradi tega, ker rabim kaj kupiti, ampak sem šla kdaj tudi prav namensko iskati, če najdem kaj ful zanimivega, hecnega, kar bi me inspiriralo za sliko. In potem sem našla recimo pač tega, prva, ki sem jo našla, pa mi je bila ful zanimiva, je bila ta, ko je nekdo prodajal kurentov, tradicionalni slovenski kurent nošo, ja. In mi je bilo tako ful smešno to zaradi tega, ker je tako neka ta slovenska noša in potem je predstavljena na Facebooku, kjer se prodaja in mi je bilo to ful zanimivo in tudi tako ful je bilo nekak tak eerie moment, nek tak creepy kurent na nekem balkonu, ful mi je bila taka zanimiva fotka in se mi je zdelo, da moram to naslikati. Ker sem prišel mimo tega dela, jaz sem mislil, da se prodaja ne kurent, mislim obleka, ampak da nekdo prodaja za 800 €, da ga lahko najameš. Pa ti pride kurentovati. Ja. To sem jaz, tako sem videl, in tako 800 €, mislim, ni slabo, ne? Fakt, malo velik, ampak... Ja, ma čakaj, no, mislim... Ja, ne, ja. Koliko bi plačala za to, da prije kurent k tebi? Jaz ne vem, 800 € se mi ni zdelo nemogoče. Mislim, če naredi dober performance, ja, no, kurentov, ja, ne, sej. Pa tudi zanimivo, da bi mogoče lahko kurenta najel izven sezone, pusta, to bi bilo tudi zanimivo, ja. Ne vem, sicer za rojstnodnevno žurko, recimo. Samo 800 € pa pol mal za obleko. Ker je pač to vse tako ročno narejen. Ja, sej, 800 € za najet kurenta, okej, 800 € za obleko se mi zdi pa pocen. Ampak je pa samo za 160 centi, tako da je velikost človeka, tako da I guess je to za tako otroka, mogoče. Ja, ali pa za nekoga, ki je nižji, ali pa za žensko. Ker je 160, jih je malo več kot moških. Ali pa za moškega, ki je 160. Ja, tudi, ne, prav hoče reči, ženski je malo več kot 160, sem zaradi tega, statistično. Ja, ok. Jaz sem daleč od tega. No, ampak... A 170 se pa ne bi stlačil, no. Tako bi imel popka zunaj. V bistvu ne predstavljam si točno, kako deluje ta kroj. Tako da mogoče je tudi ta velikost, ki vpliva na ceno, čeprav, ja. Mislim, to je kar fajn. Ja. No, ampak mislim, jaz ne toliko zelo, ne razmišljam toliko o prodaji svojih del, ampak pri tej mi je bilo pa ful zabavno, da pač bi jih prodala po isti ceni, kakor je gor na... Kakor se kurent prodaja. Ja, kakor je pač, ja, ker piše zraven cena. Sem pol ne smeš narediti prevelike. Format. Ja. Pa sej ni format to, vsaj pri meni, ni format to, kar šteje za... kakovost. Ne kakovost. Mislim, bolj ne sme narediti slike, pa pol je gor oglas za neko plastično račko, ki stane 2 €. Ja, mogoče. A je, da bi vse prodajala po ceni, kako šta. Ja, pa moraš samo te high value stvari podajati gor. Ja, avto 3 ure pa pol. Ja, ena vam za 40 €, ko sta 2 maski psa. Ja, to sem tudi v Mariboru, ko sem imela razstavo, sem pa tudi te maski psa razstavila, ker sem to kupila pol tudi dejansko. A te dotične? Te dotične, ja. To je bilo iz Facebook Marketplace? Ja, to je iz Facebook Marketplace, ja. Tako da v bistvu na Facebook Marketplaceu sem iskala bolj te screenshote, kjer ljudje prodajajo svoje stvari in ki so bile pač bizarne in zanimive. Medtem, ko pač pri tej seriji AliExpress sem pa pač iskala ne teh
reklam, ampak reviewje. In pač sem iskala neke reviewje, ki so se mi zdeli ali ne vem, po temu, kar so ljudje napisali zraven, ali po sami fotki, ali kombinaciji obojega zanimivi. A si kakšne spomniš? Ne vem, recimo ena je, ki je en model kupil neke tangice. Mislim, pa so tudi ful zanimivi te opisi. Ne vem jih na pamet, lahko tudi poiščem pa preberem, ampak je v bistvu zanimiv zaradi tega, ker je nek avtomatski prevod po moje, ali je pa to folka ful slabo zna v angleščini in potem tako ful bizaren opis pride ven. In je ful zanimiv. Se lahko poiščem pa preberem. Vem, kje reke, sem jih včeraj videl. Ja. Zdaj bi rabljeni ta waiting music. Elevator music. Recimo, tle je eden, kjer je narisan en starejši gospod z mini očali in zraven piše, oziroma to je on napisal: I arrive well and very fast. I recommend the seller as the description is very nice. I like them very much. In potem je naslednji so te tangice. Wrong color sent, but the seller resolved. There is not much stretch in the waist and the bottom string is loose, which can reveal as shown. Ja, tako, neka taka, ne vem, meni je bilo ful dobra kombinacija neke te fotke in tega komentarja in pa sem to prerisala z grafitom na papir. Tako da to je pa ta tudi risba. Ja, tukaj je pa prav risba. Ja, tukaj je pa prav risba, ja. All the techniques. Pa tudi slogovno zgleda tako mogoče malo bolj kot karikatura, ne? Mičken so... Ja, mogoče, ker sem jih... Mislim, ne prav karikatura, ampak niso tako precizne kot to druge, no? Ja, mislim, pri teh monotipijah gre tak za neke sorte vtis, ne? Tako da, ja, pri temu gre pa za prav direktno risbo. Tako da se malo popači tudi, ampak se mi zdi, da mi je to, da je nekako tudi dodal ful. Ta neka natančno, ta tekst, ki hoče biti ful pravilen in natančen. Pa ni? Pa ni čist, ne. Mislim, ne govorim mislim, vsebinsko ni natančen. Vsebinsko ne, govorim likovno, da hoče biti tak pač nek... Faksimile, v bistvu. Ja, da je vseeno malo, da se pozna, da je narejen na roko. Ena od stvari, ki jih pa zdaj delaš, pa je bila že na odprti akademiji letos za videti, je pa ta Esmeralda. Ja, vse pove, ker jaz sem prišel do tega, mi ni bilo jasno, kaj je ta časopis, zakaj je ta časopis, kaj ima veze ta časopis in kaj je ta serija. Vse. Okay. A veš, kdo je Esmeralda? Ja, spomnim se tega, jaz pregledala, ja, to vem. Upam, da to ni bil zdaj spoiler za nekoga. Ne, zbrište to ven. Mislim, da je že dovolj minil, da lahko spoilaš. Ja, mogoče res. Datum izida 97. Sej pač Darth Vader je father of Luke Skywalker, kaj lahko še spoilamo. Nehi. Ja, nek tak, kaj že, Borut Pahor moment, kaj že je on spoilil. Kaj spoilil? James Bonda je on spoilil. Ok, spoilaj nekaj, nisem. James Bond umre v zadnjem delu. To je on tudi napisal. Kjer mu James Bondu? Ta zadnji James Bond. Ne vem, ker je prišel par let nazaj in je on napisal na svoj Facebook nekaj v smislu kao super film, žal na koncu umre, ampak James Bond je le en. Neki na to foru. Ne vem zdaj točnega koda, ampak ful dober. Čaka, pol zdaj ne bodo več delali James Bondov, ever. I guess, da ne. Se ga lahko še oživijo, se unitam, ki je delal stroje. Tako da... In kaj bo zdaj tam mladi igralci, ki ne bojo nikoli mogli biti James Bond? To ni v redu. Nič 8. Čekaj, zdaj smo ful šli ven iz vprašanja. Esmeralda. Esmeralda, ja. Ja, Esmeralda. Ja, v bistvu začel se je tako, da sem jaz našla knjigo, ki je prav v bistvu prikazuje to, kako je Esmeralda prišla v Slovenijo. Naslov je Esmeralda, kraljica slovenskih src. In to sem dobila na nekem Bolšjaku in sem tako, pač ful mi je bilo bizarno, da obstaja knjiga prav za to. In potem sem šla pač v research tega in nasplošno sem se pač poglobila v to knjigo. In v bistvu Esmeralda je bila, ko je to prišlo ven, je bila to tako ful popularna stvar v Sloveniji in res je imela velik fandom v Sloveniji. In pač ne vem, tako nona moja mi je govorila, da enkrat je prišel v času, ko se je Esmeralda predvajala po televiziji, ne prav v
dan, uro in je prišel poštar ali nek vodovodar ali neki in se je prav upravičil, se upravičujem, da sem zdaj ob tej uri prišel, sej vem, da je Esmeralda zdaj. Tako da je bil res tako ful je bila popularna v tem času in v bistvu ne vem, če je kjerkoli druga serija imela toliko, ne vem, velik fandom iz različnih generacij, da je tako bila ena serija, ki je vse to združevala. No, in potem v bistvu ta knjiga prikazuje, kako je Esmeralda prišla v Slovenijo kot, ne vem, obiskat fane in vse to in potem so pač Slovenske novice so to knjigo financirale in tudi po mojem njen prihod. In potem so jo pač peljali po pač neke te različne meet and greete, na ne vem, slovenske tradicionalne običaje gledati, ne vem, potem so šli na Bled in pol je tako neka fotka nje na Bledu in potem je recimo fotka nje v slovenski narodni noši, ki so jo oblekali za nek meet and greet in take stvari, tako res to mi je bilo ful zanimivo. No in v bistvu ta moja nastajajoča serija, zaenkrat sem naredila tako eno večjo sliko, tako da je v procesu, oziroma dve, zdaj tretjo, zdaj sem začela delati. Ta prva slika, ki je nastala, je pa pač v bistvu tako, se mi da 170x170 slika Esmeralde, tako realističen portret njen, isto pač ven iz te knjige vzeti, kako ona drži Slovenske novice in gre v bistvu čisto za preslikavo sam neke fotografije najdene v tej knjigi in ona drži te Slovenske novice, na katerih piše prvo Primožu kradli avto, neka taka stvar in potem spodaj čisto namečkano Esmeralda v Ljubljani. In je pač mi bilo ful mi je bil dober motiv in sem se pa odločila to naslikati. Ja, meni je tisti Primož in avto totalno zmeden. Sem že rekel, kaj ima Esmeralda veze s Primožem in z njegovim avtom? Ja, v bistvu ima veze s Slovenskimi novicami, ker so oni po moje financirali in prihod in potem je pač tudi tak cela knjiga bila v bistvu sponzorirana in je ona potem tudi v tej knjigi večkrat tako z nekimi temi slovenskimi novicami. Tako da to je fora. Mi je bila pa tudi tako ful, ne vem, satisfying to slikati zaradi tega, ker je spet ta, ne vem, jaz sem ful rada delam tekst, ful rada slikam tekst. In tukaj je bilo pač ta časopis pač preslikati, ker sem ga v bistvu naredila za monotipijo prvo gor in potem sem pač slikala čez. Tako da je tudi ta kombinacija nekega teksta pa portreta, ki je pač, I guess, da meni ful, pač neke figuralike pa teksta, ki je meni ful blizu, že pač iz vseh mojih prejšnjih stvari, tako, to me ful tako satisfying, mi je to že likovno. Serijo si zrihtala za pogledat? A Esmeraldo? Ja. Ne še. Zaenkrat imam eno sliko. Je raziskava. Ne, drugač kot zanimivost, torej ta Esmeralda, ki jo mi poznamo, ki je bila na naših televizijah predvajanja, je mehiška in je išla leta 97, pa je bila leta 98 predvajana pri nas in kasneje sezon je bilo, že kaj imaš vse odprt. Veš kaj, oni nimajo teh sezon, to je fora. 137. Torej, koliko je to binge-watchanja? 137 ur. So urne epizode. Ponavadi so bile enourne, plus minus reklame, ampak in to je bilo leta 98 je bilo torej predvajano pri nas in pa še 2001 še enkrat celotna na Pop TV-ju. Tako da v bistvu to je ful fascinantno, ker ni tako kot zdaj, da bi ti v bistvu eno sezono eno leto, drugo sezono pol čez nekaj let, ampak so v bistvu to so v šusu eno za drugo v enem letu končali celo serijo, vseh 137 delov, pa so jih pa ponovno erali. Se mogoče so jih zaradi tega dosegali nek ta hype, da so imeli res hooked za tako. Ja, ker to si vsak dan si prišel domov in si to gledal popoldne na pa še tako vzgoji celo Slovenijo gledalcev, da takrat se pa gleda televizijo. Tako, Čak, in ona je pol, verjetno katero leto je ona prišla v Slovenijo pol? Točno, ker ta knjiga je šla 98, tako da to je moglo biti vse v tem istem letu, ali kaj? Po mojem, da je bilo še ful vroče, pač, verjetno niso čakali. To je res bizarka, si predstavljaš, najbolj popularna mehiška nadaljevanka na svetu in pol ona ima čas, da pride za ne vem koliko časa v Slovenijo. Itak, po mojem, tako pač to vse posnamejo in potem imaš prestur in to je pač, to je pač mislim, s tem tudi dosežeš ful večji rič,
Ampak to je tako, ne vem, imaš fotke Ja, v tej knjigi. tudi Esmeralda ni bila prav po celem svetu. Pri nas je bil pač res hit, nekaj posebnega. Če ne pa... Adrijo je priletela. Če ne, mimo grede, 4 ure, 6 ur in 45 minut. A to si unesel nekam, Čakaj, to se mi koliko? zdi mal. Šel sem pogledat na binge clock, koliko traja. 4 ure. 4 dni, A ja. 6 ur in 45 minut. Pa dobro, sej make sense. Če je 100... 4 dni od zjutraj do zvečera, mislim od polnoči do polnoči, ne? Aha, dolžina 41 do 44 minut. V redu. Ker drugač avtorica te serije je pa iz Kube. Random fact. No, ampak ja, mislim, zanimivo mi je tudi to, ker je pač Esmeralda v bistvu nima nobene prav veze z Slovenijo, kakršnekoli. In da je to tako zapalil tukaj, to mi je bilo tudi zanimivo. Takrat je bil, preden je prišla Esmeralda, so bile te telenovele v bistvu kar zanimive, ker so bile še druge, ki so se predvajale. Kaj je bil ta najdaljša, ki je pol bil zdaj remake še, oziroma je bil Dallas mogoče. To, pač bilo je par teh telenovel in ta je bila pač v 90-ih in jih prišla ven in je bil pač takrat zanimivo. Nekaj sem pa razmišljala, tako mogoče Rebelde, da je bil tudi... Ta je bila kasnejša. Kasnejši, ja, to je bilo. Pa Rebelde je bolj tako ciljav na neke mlade, ja. Točno to. Medtem, ko je Esmeralda cilja na tako vsi so to gledali. Mislim, jaz se ne spomnim tega, tako se spomnim, da so samo none gledali, ampak lahko, da so tudi drugi. Mislim, based na to Tvoja mama knjigo, je to gledala, Ne. ti sam ne veš. Povem, da ne. No, ampak based na to knjigo, tako je imela kar velik fandom. Ja, ogromen je Tako, bilo. Mislim, vsi smo vedeli za njo, vsi smo vedeli, zakaj se približno gre, vsi smo vedeli, da ne vidi in da bo spregledala, tudi če nisi gledal nikoli. In smo bili tako, Mojca, se vsem. Ja, basically. Mogoče je to, a vidiš. v Sloveniji. Mogoče pa Vsem se je zdelo znano, se niso mogli spomniti kam. Samo res. Ali imamo pa sam to katoliška krivda radi neke mlade nedolžne deklice, ki se jim zgodi telesna krivica in je treba to popraviti. Drugač moja mama, vem, da je gledala to. Ja, mislim, v bistvu ona ni prišla sama. Prišel je tudi njen partner, ki je soigralec tudi v tej seriji bil. Ampak ni skoraj nobene pozornosti na njega, itak, pač ona je zvezda. Ne, A vemo, kateri je bil? A je bil to Jose? Vem, kako zgleda iz Ni fotk, važen je, ampak ne? res ni važen, ja. Ja, ne vem. Mogoče pa komu je, ne? Ok, torej za to serijo od Esmeralde imaš imaš prav nek plan, koliko česa bo kaj, ali to je zdaj tako bolj go with the flow? Dokler je tako v začetnem nastajanju je vedno go with the flow. Pol, ko imam že malo več slik, pol je tako, ok, zdaj pa moram malo strukturirati, kam gre kaj, pa koliko jih je. Ja, ampak nočem preveč obljubljati, mogoče pa ne uspe. Kaj serija? Ne, eno sliko imam zdaj že, pa imam en podokvir v istem formatu, tako da po moje bom naredila še eno. Zaenkrat je brez vizije, vmes sem razmišljala, da bi bil ful del koncepta dober bi mi bil, da bi jaz lahko to sliko prodala Slovenskim novicam. To bi mi bilo ful dober, ampak se to še ni zgodilo in tudi ne delam aktivno na tem. Mislim, so pripeljali Esmeraldo v Slovenijo, to je res. Ja. Ne vem pa, če imajo še to denarja. Ne vem, koliko so slovenske novice popularne zdaj. Včasih so bile. Imajo ful reklam na radiju, to vem. Ja? Pa bi lahko eno sliko kupili. Lahko eno reklamo vržemo v podcast. No. Pa naredijo novico, pa revival, pa predvajamo Esmeraldo še enkrat. Ja. Mogoče počakamo s tem, ko zaključim serijo, pa imam kakšno razstavo glede tega. Ampak ja, to bi bilo tudi dobro, da bi slovenske novice napisale o tej seriji, ko nastane. To bi bilo dobro. Ja, ful bi bilo meta. Ja, vse za to. Sem mogoče ugotovil, zakaj je bila tako popularna. Ja. Ker je bila prva telenovela, ki se je predvajala na naših televizijah. No, vidiš, ne vem, kaj si ti prej razlagal. Mogoče ste vi, ki ste tam Italijani, ste imeli nekaj drugega. So bile še druge te telenovele. Zato tvoja mama ni gledala Esmeralde, ker vi imate drug TV v Kopru. Tako. Zdaj sem čez padel to Esmeraldo. Ne, veš kaj bi se dotaknil še nečesa drugega, ker ti nisi niti dala med zapiske v bistvu. Pa je mene ful pritegnilo. Ja. Ti imaš eno serijo, ki ne vem, če si jo sploh razstavljala, ki se večinoma sem videl, da se nahaja v tvojih skicirkah. Teh nekih stvari iz raznih, ne vem, so to reke, pa otoki, pa morja. Ja, mislim, to, kar imam objavljeno na Instagramu, je neka poletna verzija. Ja. Ampak fora je, da v bistvu jaz si zapisujem kakor dnevnike
ki so v bistvu vizualni dnevniki in so pač neke mini skicirke, ki jih imam vedno s sabo. In začel se je tako, da sem imela eno skicirko na mesec in pač vedno risala tako, ne vem, ali tako, kar se mi dogaja, ali tako, ne vem, sem bila nekje, recimo te poletne so vedno na ta način, da, ne vem, grem na morje in potem pač ne morem, ne vem, sam chillat in se pržiti na soncu, ampak moram nekaj delati in potem pač skozi rišem tako ljudi na plaži ali pa ne tako okolico. Ampak ja, zdaj je prišlo do tega, da je malo manj, kot eno, mislim, malo dlje traja ena skicirka, kot en mesec, ampak ja, še vedno tako skoraj vsak dan nekaj rišem, tudi recimo, ne vem, če gledam kakšno serijo ali pa film ali pa neki, fulkrat tako gledam samo z enim učom in zraven rišem, ne vem, ali te karakterje iz filma ali iz neke serije, ali pa kdaj tudi tako pogledam kaj tako, kaj ful glupka zaradi tega, ker so ful dobri karakterji, v smislu, ne vem, tako recimo kakšen, kako se reče, ne Love is Blind, ampak nek Netflix reality TV show. Kaj že? En je Love is Blind. En je Love is Blind, to tudi, ampak zdaj na zadnje sem gledala tole, kaj že, ko se ne vidijo, pa se samo slišijo. Ja, a ni to Love is Blind? A ja. Kaj vsak v eni sobi po pol mesa ena zavesa. Sorry, ja, to je Love is Blind, ja. Fak, zamešala sem, mislila, da je Ti se pa Love Island. Ja. No, Love is Blind, sorry, ja. Zdaj sem začela gledati Love is Blind, zaradi tega, ker so mi bili ful tako zanimive karakterji in ful imaš tako nekih, ne vem, tako izrazov različnih, ki jih dela folk, ki so pač tako kao iskreni in pa si to tako pač po fotkam oziroma screenshotam in pa rišem te face in mi je tudi to je tako nek taka sorta dnevnika, ki tako zapisujem, na ta način zapisujem, kaj gledam, pa kaj počnem. To zdaj nastaja, ampak drugače tako, ne vem. Odkar sem začela prav tako označevati te skicirke, jih imam zdaj delam 44. Tako da pač materijala je ful in pač ful različnega in ful se tudi tako vidi nek proces, kaj me zanima, kdaj, kaj sem počela v enem momentu, ne vem, tako vse to. A pa tudi tako frende rišeš, ali sam random ljudi, pa random stvari z TV-ja? Vse tiste plaže so v živo, ker ponavadi je imela tako skicirko, pa odzadi to, ker je skicirala. Ja, sam so pač škreni ljudje, ne? Ja, ne, mislim tudi rišem frende, sem zelo malkrat tako, da dejansko, ne vem, bi vzela sabo skicirko pa risala medtem, ko, ne vem, sem na kavi z nekom. Recimo zdaj, ne? Zdaj bi lahko najva risala. Ja, to recimo dela Žiga Sever. On to dela. To sva se mi da že povedala. Imaš očarava portret? Veš kaj, ne? Jaz imam itak že dosti tega. Vsi te artisti, ki so okrog mene, nikoli me noben noče ne fotkat, ne narisati. Jebite se vsi po vrsti. Zdaj ti povedala, koga moramo povabiti. Žiga Sever bo verjetno naslednji gost. Ja, in pa moram biti 7 ur z njim na kavi in sam čakati, da me nariše. Ne, sploh ne rabiš čakati. Ne, pač tlen na tem. Pa bo napisal zgori. Poslušal ta album, jedel sem oatmeal zjutraj, dobro sem spal. Ja, odlična tema, sem videla njegove skicirke. Ja, ampak tako na isti še barvne. Sva se ful najdla v temu, da pač oba dva to dojemava na nek tak dnevnik način in da oba dva to pač ful masovno proizvajava. No. In pač vedno oboje tako tak ful mali format, res taka žepna varianta in da pač kadarkoli lahko to kaj je to? A6 moleski, ne? Ja. Ala moleski, ne vem, če kupuješ prav moleski. Ne, jaz kupujem iz Arta, ne vem, kjera firma je, ampak take. No. Sej moleski je naredil The Thing in format in izgled in pol zdaj vsi kopirajo. Ok, mogoče. Mislim, da ne igra vloge, od koga kupiš. Na koncu dneva, važno kaj noter spraviš. Ja, ampak imam vedno enako in vedno isti format, oziroma ali kvadrat, ali pa ta pokončna to mešam. Ta, ne? Ja, ali pa kvadratna. Mislim, da je to, ja. Taka ali pa taka. Za vse poslušalce Klara in Jernej si kažeta z prsti pravokotnike. Ja. Ne, drugače sem omenil tisto, zato ker tiste tako, sploh te na plaži so tako full moj vibe. Tisto je res prav. Ko imaš tokrat morje pa plažo. A te je bil tak dig? Je bil, ne? Ja, ker ne maraš zares tega. Kaj ne maram? Ne maraš iti v vodo pa morje pa to. Ja, smo nad idejo o temu. Aha, okay. Ne, pa se to tudi tak vibe sam po sebi. Morje in to. Ne, ampak one so tako najbolj zen in relaxed. Yes, ampak tudi tako, mislim, dost pred kratkim, tako en let nazaj sem se začela tudi malo s stripom ukvarjati in mogoče to tudi malo iz tega izvira, ker ne vem. Ja, je tak stil malo. Mislim, je stil, ampak tudi tako idejno. Mislim, tudi tako, v bistvu že strip sam po sebi bil meni tako ful naraven medij za raziskati, zaradi tega, ker so moje
moje dela, moje slike in tudi te risbe so pač vedno bile tako ful neko dogajanje ustavljeno. Ne? Tudi to, recimo te, ne vem, dinamične plesne fotke iz diskoteke Afrika Trebnje, to tudi, a veš, deluje kar nek shot nečesa ustavljenega in tudi, ne vem, vedno sem tekst imela zraven in pač podobo in sem vedno to kombinirala in zdaj mi je tako, zdaj, ko sem se tudi začela malo bolj stripom ukvarjati, mi je bilo to ful naravno. Sem verjetno ti malo teže pri skicirkah ujeti neke poze, ki jih fotoaparat še ne ujame, ker fotoaparat je tako zelo ne diskriminira, takrat, ko pritisneš in kar ujame. Z očesom je po mojem malo teže to videti. Ja, ampak to je tudi pač fora krokija, ne. Mislim, na plaži vse, če prav se prav na te plaže, ki si rekel, če se na to referiram. Itak, mislim, meni je tudi čar je v tem, da se folk malo premika, ampak tudi, ne vem, folk se tam sprošča na plaži, leži in spi in se sonči, to so ponavadi v primeru, ampak mi je tudi to. Ja, malo si izmisliš, malo narišeš dinamično bolj, tako, pa je tudi taka malo bolj hitra in iskrena risba. Ja. Zdaj v galeriji Dobra Vaga si imela tudi razstavo zinov, te notes. Tukaj gre spet v bistvu za neko zbiranje, ne? Ko si zbirala te nakupovalne listke, ki jih ima folk za v trgovino in jih pol zgubi in si jih ti našla. Še zbiraš te listke? Ja. Še zbiram in zbiram jih po moje že tako 6 let in jih imam res že veliko. V bistvu ne samo nakupovalne listke, ampak tudi tako kjerekoli listke, kjer je kdorkoli karkoli zapisal. In to zbiraš take, ki jih najdeš? Ali tudi ja, meni je to zanimivo. Če jih boš dal, bo zavrnila. Mora na tleh biti poteptan. Ne, mislim, ni mi toliko fora, da mi da nekdo, ki ga je napisal sam, zdaj, ker meni je zanimivo to, da ti najdeš nek tak osebni zapis nekoga. Poznam to, ker jaz tudi že impulzivno jih spravljam, samo ne vem, kaj z njimi narediti. Samo jih nimam toliko, ko jih imaš ti. Jaz sem eno tako ogromno. Zato sem te vprašal, če so vsi sam najdeni, ker jih zadnje čase nisem toliko več videval. Zato, ker jih jaz vse poberem. Ja, po mojem. Ne, vse prav, ti si vsaj kaj naredila z tega. Jaz sem jih samo kompulzivno zbiral. Kaj ne zdaj s tem? Ne, mislim, jaz sem jih tudi ful kompulzivno zbirala nekaj časa, potem pa pač se mi je utrnilo, da hočem nekaj narediti iz tega. In pa sem tudi v bistvu mojo diplomsko nalogo bazirala na temu, oziroma kombiniranju tega z še najdenimi fotkami. Ne? Tu ne ste čist razumem, no? Ja, ampak to je, ja. To si zdaj tako rekel, kada jaz pa ne razumem, jaz pa džadžam kle vašo kompulzivno motnjo, ali kaj. Ne, ampak je tako fulje zanimivo, ker je tako, kakor folk zbira, ne vem, 4 resne detelce in jih tako, recimo, ne vem, moja mami hodi po travniku ali pa se vozi s kolesom mimo, ne vem, travnika in tako vidi nadaleč, tako, ole, zadrista, jaz je nisem našla nikoli v življenju, sem pa našla ful velik teh note listkov in tako, ne vem, jaz skoraj da malo verjamem, da te listke tudi mene malo sami najdejo, tako, ampak pride, mislim, moraš se tudi naučiti gledati to. Jaz pač vsako smet, vsak papirček znam že zdaj na tej točki razločati, če ga vidim na tleh, vem, kjero je račun, vem, kjero je nadaleč vidim, kjer papir je ki bo neki zadnji napisan, ne. Kjero je pač, ja, pa tudi, če je bel, a ne. Ja, vidiš, ti si bolj dedicated, kot jaz. Ja. Jaz samo, če opazim, ne moram iti mimo, di se pa malo bolj, tako. Ja. Vem, kaj iščem. Ampak sem se tudi tako, ne vem, kakšni so res taki malo, ne vem, v luži, pa taki malo gabni in pa tako, ne vem, jaz zbiram samo nekaj so popisani, oni, ki niso popisani, pač ne bom vzela. In pa tako jih fulkrat sem tako z nogo, a veš, z čevlom obrnem, da vidim, če je in pa sem tako, okej, zdaj mi ni več ogabno, ko vidim, da je pač popisano. Sam so pa res tak malo ko zakladke, nikoli ne veš, kaj si kdo zapisal in vedno so te stvari, ki jih prebereš tako ful, kaj? Ja. Ali pa so ful tako, štekam, ful normalno, kruh, jajca, mleko. Ja, ampak jaz sem tudi našla ful takih, ki so, ne vem, kakšne kode od kakšnih stvari, ali pa ne vem, piše, ne vem, ful imaš tudi nekih službenih, kaj tako za Matejo, ali pa sestanek ob 15, ali pa neke take stvari. Pa imaš pa tudi, ne vem, tako, ja, kakšne take ful, ja, neke osebne kode, pa davčne številke, pa take stvari, tako, ali pa e-maile, telefonske številke, ful je tega. Ja, ali pa ne vem, enkrat sem našla enega, ki je bil tudi tako,
neki, kakor, a hočeš z mano na zmenek, nek ta vibe. Nice. Ja, ampak ja, najdeš marsikaj. Ampak te trgovinski so mi tudi tako zanimivi, ker je res tako pogled v življenje nekoga. Pa tudi tako zanimivo mi je to, kako so uporabni in potem, ko jih ne rabiš več, jih pač je vseeno, jih izgubiš. Meni se fulkrat zdi, ampak je pa vsem tako, ja, vsem tak osebni podatek je, a veš, tako, kdorkoli to najde, tako fakt. Nekdo pa je danes kupil to pa to pa to. Jaz sem že večkrat jih najdel, tako recimo prav v trgovini. In se mi vedno zdi, da ga je nekdo tako zgubil sredi nakupa in da je bil tako fakt, kaj še rabim. In sem pa tako, vem sam, Ja. kje No, si. mogoče ga pa rabijo še nekateri. Ampak se mi zdi, zdaj, ko sem jih toliko zbrala, da sem našla tudi kakšne od istih ljudi. Aha, da Ja, isti ker je oseba. isti font, ja. Torej jih približno na istih lokacijah potem tudi dobiš. Mislim, ja, tam, ker se Mislim- premikam, ker je ges ista Ja, mislim pač lokacija, ja. ne, da si dobila isti listek na isti lokaciji, ampak recimo, da ti se zadržuješ Ja. na nekih lokacijah Ja. in ta oseba, ki ne vem, zapisuje. gre v trgovino vsak dan, gre recimo čez podoben konc kot ti Ja. in ne vem, zgubi 3-krat listek v letu, Ja. pa vsakič dragije. Ja. Ampak še vedno v tvojem Ja. rajonu, bi rekli. Ja, tako je. Ja, mislim pa tudi to mi je zanimivo, ker je, I guess, to vsem mogoče nek tak način zapisovanja, ki izumira. Recimo si večkrat, mislim, jaz si ponavadi napišem pač v notes na pač telefonu. Ne bom si pisala na listek, a ne, ker mi je tako nepraktično, ampak mi je tako ful nekako romantično. Jaz sem zanimivo. Ideja Ne? Jaz nisem prav prepričan, da bo izumrlo, zato ker sem srečal več ljudi, ki si pač ene stvari furaj napišejo. Ja. Pač na liste, kraj, kot kar v Zaenkrat telefon. sem ti si starija. Ne, ampak tako tudi glede na Različne pisavo imaš tako največ, mislim, sej nisem, ne znam ful dobro analizirati pisave, ampak vidiš pa, da je neka pisava od neke stare Ja, osebe. to absolutno, to se vedno vidi. Največ je teh. Ja, Tako ja. da, ja. Ampak zaradi tega. zanimivo osebno, ne? Jaz si recimo listka za trgovino ne pišem ponavadi. Ja. Nikoli. Sem pa, ko sem delal v pisarni, sem imel pa milijon post-itov. Ja, sem to ostane v pisarni. Pa Ja, navadim. to je res. Ja. Ampak Ja. tisto pa ni bilo v redu, ne da bi se napisal na računalnik, ne na telefon, ne nikamor. Obvezno mora biti post-it in naliman pač na strateškem mestu, odvisno zakaj bi. Ja. Naj si pišem tudi liste, tako na pač tako še eno posebno drugo skicirko, oziroma beležko, ki je prav samo za to. Tako da, ja. Ja, se pravi, da ene Ja. stvari pol na koncu vseeno končajo na papir. Mogoče, da, ja, ne vem, mislim to, ko si Ja. rekla recimo za Matejo, pa da si napišeš kakšno številko kdaj, ali pa kakšen e-mail, ali pa recimo te stvari, ki jih moraš dati recimo na kup papirjev, ne, to po mojem ne bo šlo, to ni Ja, šans. to je res, ja. Mogoče, da nakupovalni listki, da so bolj ogroženi. Ja, ti so najbolj luškani. Ja. Pa Ja. še finta je, ker nakupovalni listek nekega enkrat napišeš, če greš v dveh v trgovino, ga ima lahko sam eden. Ne? Če imaš pa na telefonu, si pa lahko šeraš. Ne? Tako da mogoče samo zaradi praktičnosti si bojo zginili. Ker folk vhod v trgovino v dvoje, troje. Ja, se grejo. Ja, se vem. No. Greš pač po špežo. En folk gre v trgovino in naredi na cel voziček na fura. No. Ne vem, jaz sem delal, en cajt sem delal tudi na blagajni in je bilo ful zanimivo videti, kaj pač razlike med kako folk nakupuje. Ne Pa bom kaj ni- folk nakupuje, polih džadžaš tam. Ne, se tudi Valjda, da jih račune bi bilo- judgaš. tudi tako račune bi bilo zanimivo zbirati. Aha. Tako, meni je ta osebni moment. Da, Ja, tista Sam ročna, napišem. ročna. Ja. To je bilo zanimivo. Se strinjam. Kaj zdaj bi ti šla še na to, ta zadnjo serijo? Smo že imeli. Ampak vseeno bi vprašal to, imaš eno serijo, a so bili so rezi ali kaj so bili? Neke take bolj Aha, organske seksi stvari. mesek. Mogoče. Ono je tako staro. Ja, sej. Oh, to staro. Ja, ampak se mi zdi, da tam je ful staro, ampak takoj zatem se je zgodil ful preskok, se mi zdi pri tebi. Ker Kakšen vse, kar je preskok? zatem, vse, kar je zatem, je čist drugače. To, ko sem videl, to sem bil tako, what the fuck, to niti ni ista oseba. Težko rečem, kaj je to res tako staro. Kdaj si to delala? To je bilo 2018. Ja, mislim, koliko si bila stara takrat? 18. Aha, ok. Ja. Torej, konc srednje.
ali začetek faksa. Ja. Nekaj je toliko drugače, jaz sem bil pravno. Ja. Ni mi bilo pač. Ja, ampak te podobe pobližanih človeških obrazov, ki so utesnjeni nekje, se ta seksi mesek v bistvu dosti povezuje s kasnejšimi serijami, kjer so te obrazi v neki tehniki močne grafike. Lahko se vsebinsko nekako navezujemo, oblikovno, vizualno je čist nekaj drugega. Meni se ne zdi toliko. Meni je to toliko staro, da mi sploh ni več relevantno. Mislim, da si mi odgovorila s tem, ker si mi rekla, da je to toliko staro. Verjetno je bilo pač to nekaj, ki se takrat šele razvijalo vse skupaj in pol si šele najdla ta svoj stil. Mislim tudi, ne vem, itak pri meni se mi zdi stil tako vedno malo niha, I guess, oziroma se tudi malo prilagaja na različno... Potrebo? Ja, na potrebo. Ne vem, bolj na koncept pa na idejo, pa se pa prilagodi, ne vem. Te množice, pa to, kar sem delala nekaj časa nazaj, to mi tudi v bistvu ni sploh več tako blizu. Mislim, Jernej, a ta cute, clever, intelligent, dangerous, a to ti pa paše noter oblikovno? Ja, no se je to, a veš. Ne, se to je bilo, to sem jaz razmišljal. Čakaj, zdaj sem jaz imena... Čakaj, mogoče sem jaz vse zelo. Ja, to je pa 2020, to je pa lani, mislim predlani, mislim predlani. To pa ni toliko časa nazaj. 22 piše. A ja, 22. Na vagini strani. Tis, kar jaz mislim, seksi mesek je pa tis, ko so ene modre face v tehniki lesoreza in pol imajo možgan odprt zgori. Ne, oprosti. Ne, veš kaj je fora, pač ti tak si zajebil sem zdaj. In potem... Pušč človeka, da pove. Sorry, jaz sem te prekla. Ampak pač eksperimentiraš in pač delaš različne stvari, ki te zanimajo in to je pač čist, čist prav, se mi zdi, da pač se malo iščeš in iščeš različne stile in tudi meni se ne zdi nič narobe s tem, da pač delaš ful različnih stvari in tudi, ne vem, jaz sem tudi ful različne serije in vsaka se pač prilagaja konceptu in ideji. Mislim, se najde neka pač rdeča nit vsega skupaj, še vedno se vidi, da je vse moj stil, ampak tako mi ni noben problem prilagoditi na idejo. Tako se mi zdi, da ta vibe najbolj ven seka, tako full barvit, full tak bolj razpuščen, to je bila neka umestna faza med temi množicami in tem, kar delam zdaj. Prej si omenjala, da razmišljaš o to stripu, ne? Ja. Imaš kakšen plan že, kakšno idejo? Nisem razmišljala o nekih daljših stripih, ampak mene zaenkrat ful zanima ta nek zin format stripa. To recimo zdaj pred septembra sem bila na neki rezidenci stripovski v Zagrebu in sem tam naredila potem tudi nek krajši strip, ki je pol bil tudi v Kino Šiški razstavljen v okviru Vomkoma in Tinte. Tako da ja, mislim, trenutno so mi bolj blizu neke te krajše strip variante. Jaz sem sam na hiter mislila še glede tega dela v kolektivu. Ti si članica kolektiva Podmladek. Zdaj tudi tako glede na to, koliko vas je, verjetno malo tako po potrebi delate skupaj, enkrat bolj enkrat bolj ne, ker vas je pač toliko in vsak dela druge stvari. Tako da glede teh sodelovanj sem te še hotela malo povprašati, no, če je kakšna nek specifičen način dela, ki se kle poraja, pa ne vem, koliko si sploh aktivna, koliko razmišljaš o tem, koliko imaš čas sploh delati. Jaz zdaj delamo en projekt. Mislim, jaz sem pri Podmladku in bila sem do pred kratkim tudi v Kvadratnem metru. Pač, če že sam te dva kolektiva med sabo primerjam, je ful različno delo. Ne? V bistvu pri Podmladku je bilo vedno tako, da smo mi pač kolektiv umetnikov, ki vsak drugač dela svoje dela samostojno in potem se pač združijo na nekih skupinskih razstavah, ki jih potem nekako pod isto temo združimo ali pa ne vem. Vsak dela individualno znotraj kolektiva, tako je. V bistvu zelo redko smo naredili neki tako en skupni projekt, da je bilo prav tako eno delo vsi skupaj. Mislim, delali smo recimo neke te zine, to, kar smo imeli v tej govorilnici, ker smo imeli pač nek printer pa take stvari, ampak je vedno vsak naredil svoj del, svoje umetniško delo in potem bilo predstavljeno skozi različne medije. Medtem, ko pri Kvadratnem metru je bilo pa vedno to, da nas je pač vodila ena ideja in eno sporočilo in smo pač v bistvu se čist odstranili naš osebno umetniško prakso in smo pač se posvetili samo temu, da se pač kako ta message, ki ga hočemo
sporočiti oziroma to kritiko na najboljši način, najbolj efektiven, najbolj udaren način prikazati. Tako da je ful različne izkušnje iz obeh kolektivov. Lahko je ful izpolnjujoče delo, ampak tudi veliko energije rabiš za to. In veliko časa, tudi verjetno na neki točki. Ne? Pa tudi, moraš kdaj sprejemati kompromise. Ja, to tudi, ampak tudi tako moraš malo sebe dati na stran. Da daš svojo osebno umetniško prakso na stran, ampak sej po eni strani delo v kolektivu je tudi osebna umetniška praksa, tudi če ne delaš svojega dela. Človek ima toliko cajta, ko ga ima v lajku. Lahko si oboje. Lahko si oboje, samo je težko. Ne vem, tako tudi recimo, ko se prijavljaš na razpise in take stvari. Včasih ima človek sam toliko kapaciteti, ne more vsega naenkrat delati. Pa pač včasih posvetiš čas nečemu drugemu. Ne? Še posebej, če imaš feeling, da veš, ti z nekim kolektivom delaš nekaj ful družbeno-politično pomembnega in se ti zdi, da je mogoče že zaradi tega vredno dati neko težo in več pozornosti tja. Pretehtaš, kaj je bolj pomembno, da delaš sam svoje delo in furaš to, ali da, ne vem, delaš za nek kolektiv. Se v bistvu... ni vedno lahko pretehtati. Nisem rekel, da je lahko pretehtati, samo hoče reči, da pač pretehtaš. Tehtaš, pol zamudiš rok za razpis in si fakt. Zato imaš pa druge v kolektivu, ki te pušnejo, da napišeš do konca razpis, pa pač pol zase ne napišeš, ker ti si predolg tuhtal. Ja, mislim, vse novinarje, čisto realno gledano, če se pogovarjamo, če govorimo o nekomu kot o njegovi pač profesionalni praksi in o temu, da deluje znotraj kolektiva oziroma deluje kot nek profesionalec znotraj kulture, če odstranimo naš mehanizem delovanja v Sloveniji, recimo, da se predstavimo v tujino, vseeno. Veliko ljudi v tujini dela recimo v kolektivu, pa se ne izpostavlja svojim imenom in se, razen če se nekdo ful poglobi v gotovino, ali pa včasih sploh noče niti povedati in ostaje to skrivnost. Ne? V Sloveniji je problem zato, ker potem, če si ti, ne vem, se daš, moraš dati na stran recimo svoje delo, zato ker se je treba posvetiti, ker vzame nek projekt toliko več tvoje energije. Ne vem, 2 leti delaš na nekem kolektivnem projektu, je to tvoje delo tudi, ne, si ti naredil to, ampak na koncu dneva, ko pride do obnavljanja statusa ali pa do tega, da prejavljaš status, tiste 2 leti so ti zelo pomembne, ker ti ne moreš v 3 letih narediti tega, kar bi naredil v 5 letih. Razen če si Adrian. Ja, pol gre, ok. Hej. Mislim, da smo odprli nekaj ful pomembnih tem in nekih stvari, ki so čisto legitimne. No? Še tale aspekt mogoče zdaj. A se ti zdi, da je tvoje delo zaznamovano ali pa mogoče vsaj inspirirano, popeljano v določeno smer mogoče zaradi že obstoječih familiarnih umetniških navezav oziroma vključevanja v soustvarjanje domače kulturne krajine? Torej, tvoj oče je odličen kipar, risar, dela tudi video. A je to nekaj, o čemer se tebi zdi vredno razpravljati? A te ljudje o tem kaj sprašujejo? Kakšen je zdaj ta tvoj primer v bistvu? A je tvoja praksa soustvarjanja, a je to sploh pomembno, a sta kdaj kaj delala skupaj, a kdaj skupaj se pogovarjata o čem, a kdaj skupaj rišata kaj za brez veze, a se sploh pogovarjata, a se sploh kdaj vidita. To je vse to družinske drame. Tako, ker se mi zdi, ker sej recimo v primeru naslednjega gosta Martina, ko isto sodeluje s svojim očetom pri svojih projektih, pa imaš te, veš, včasih ljudje nočejo govoriti o svojih starših, ki so tudi umetniki, pa jih pol vsi sam potem sprašujejo, pa zato tako vprašam malo na široko. Zakaj pa si jo pol vprašam? Ker me vsem zanima. Ker sem tudi fenica Damjana. Mislim, ni samo moj, mislim, v bistvu cela naša familija, tudi moja mami je v bistvu diplomirana slikarka in potem restauratorka. Moja sestra je modna oblikovalka, Damjan je pa kipar in uči na srednji šoli za oblikovanje. Iskreno, ne vem, če sem imela kdaj kakšne posebne prioritete zaradi tega. Tako, na srednji šoli je on učil tudi pač na isti srednji šoli, kot sem bila, on učil sicer ne mene, ker pač čist druga smer. Pa tudi tam nisem imela nobenih prioritet, razen to, da so se mi pač profesori zapomnili, ker so vedeli, da sem od njega hčerka, pa da je pač takoj, če sem zamudila če sem špricala, pa če sem zamudila, ker pač sem imela slabo oceno, tako je on zvedel, ker sem mu čez 10 minut že v zbornici povedal, tako da bilo težko špricati. Ja, v bistvu sem mogla biti ful pridna zaradi tega. Ja, drugače pa se mi zdi, tako nikoli nisem niti primerjala tako najne prakse, nisva kaj veliko skupaj v zadnjem času ustvarjala nekih takih stvari. Mi je bilo pa vedno tako ful dober, vedno sem imela to
sprejemanje moje usmeritve v umetnost, to so pač vedno ful podpirali in zato sem pač ful hvaležna. In tudi to je pač vedno bil ful plus, da vedno, ko sem kadarkoli, tudi že, ko sem namehna hotla karkoli ustvarjati ali pa ne vem, narediti ali pa karkoli, vedno smo imeli pač material doma, da smo to lahko naredili. Pač ja, sta starša vedno z veseljem pomagala in še vedno tako, če rabim se kaj posvetovati, ne vem, glede materialov, recimo zdaj, ko sem delala te epoksi, pač skulpture, ne, sem sva z mami, mislim, mami mi svetovala ful glede tega. Na to sem prej prav pomislil, ko si omenila in si rekel, se zihar je imela doma na svete. Ja, ampak tudi... Mislim, da epoks je tako, če se ga loteš prvič v lifeu in nisi nikoli nič z njim delal in nič ne veš, je po mojem zelo težko. Ni toliko. Ja, to, kar sem delala, ni toliko težko, tako da, ja. Watch me. Ja. Ne, veš kaj, se bomo zmenili, bom kupil epokse, nikoli nisem z njim delal, you see me fail. Okay. Lej, samo razmerje je pomembno, da imaš pretehtano razmerje in potem pač ulivaš oziroma razlivaš. Ne, sem pogledal ogromno video, če ne v epoksiju. Razmerje je ključno. Ja. A to delaš, namesto da bi razpise pisal, gledaš video o epoksiju. Ja. No, ampak tako se mi zdi, da tudi zdaj, ne vem, vedno manj dejansko se mi zdi, mislim tako, ja, v srednji šoli sem najbolj to čutila, ampak iz strani profesorjev, tako se mi zdi pa, da, ne vem, ima vedno, mislim, da nima to zares nekega vpliva ali pa karkoli, tako iz vidika prepoznavnosti se mi zdi, da ne, no. No, se bolj tako razmišljam, ne, če si ti kot otrok obdan z neko umetnostjo, z nekim ustvarjalnim duhom, z neko eksperimentalnostjo, se to zna poznati v kasnejših letih. Tudi če ne drugega, sam na to, kako gledaš na umetnost ali pa na različne medije. Ja, ne, to pač do tega sta bila vedno ful... Ja, v bistvu ful sem bila vzgojena v to, ful sem bila na velikih razstavah in ne vem, tako, kdaj mogoče že preveč, tako z sestro sva kdaj že bile tako, spet moramo na te otvoritve. Pa nam je bilo vedno dolg čas, ko so bile še mehne na temu, ja, mislim pa vidiš, da je to ful pomembno in... Kaj pa zdaj hodite skupaj na razstave, pa recimo na Bienale? Na Bienale sem šla s fantom, tako da, ampak ja, ne, ja, ne vem, jaz sem vedno ful vesela, da pridete na mojo razstavo, vedno jih povabim. To. Pa pač ja, ne vem. Odgovor na, hodite skupaj na razstave, če povzamem, ja, ful sem vesela, da pridejo na moje razstave. Ne, ampak je pa tako, no, mislim, fajn je, ne gremo ful velikrat skupaj na razstavo, razen na kakšno otvoritev, ki pač slučajno se tam srečamo, oziroma se, ja, ni tako, da se prav zmenimo, gremo zdaj vsi skupaj na to otvoritev, ampak se tam srečaš, mislim, od en drugega itak, da greš. Ampak je pa fajn, ne vem, tako, če gremo na kakšno razstavo, vsi na isto si pogledati, da se pa lahko pogovarjamo o temu. A se v kakšnih fundamentalnih prepričanjih znotraj likovne umetnosti razhajate zaradi že samo generacijske razlike? Ja, itak, veš da. Sej mislim po moje, dobesedno vsako osebo, tudi če je into art, se pač imaš nestrinjanja in različne poglede na kaj, oziroma pač različna mnenja, ja, valjda. A se ti, Maša, predstavljaš tako njihovo nedeljsko kosilo, pa potem ta nek jabolko spora že desetletja o umetnosti, ne vem, neki. Ja, si predstavljam, ja. Mislim, če je to, kar si predstavljaš. Kaj pa si predstavljaš? Ne vem, pač neka ful specifična stvar. Ja, Pol je tako Damjan, dejno Klara, dej nehi že spet s tem. Pa ti tako, ne, to je pomembno, meni se to zdi ful fundamentalno za današnji čas. In pol tvoja sestra neki ful dženzijovskega prebije, Matka tako zavija z očmi, ne vem. Ja, ampak pol je verjetno še to, s kom Matka drži, pa s kom Fotor drži. Midva si ful to dramatično predstavljava, ja. Ne, v resnici je sam chill pa tako in a ste šli v zžigalce včeraj? Iskreno povedano, to bi bil super starting point za nek plot za slovenski film. Ja, ka bi ga 5 ljudi gledali. Ne, 6. Saj imamo ta starting point, prasica je to. Slabšalni izraz za žensko. Čakaj, sem neki, a v prasici a je bila scena z župo? Kjero župo? Ne, če je bila kakšna scena z župo. Jaz se spomnim nek slovenski film, ki si tako Fotor ful popra župo, a je to prasica? Ne, sprašujem zato, ker je to ful pogost trop v slovenskem filmu, nasplošno. Je juha. Je scena, ki so vsi sedijo za mizo in jejo župo. Imaš v Outsiderju recimo, ki naredi pasul, ne, pa vsi sedijo.
pa ne vem, še full filmih je. In to je tak zelo slovenski prizor, ki se zgodi v slovenskem filmu in je vedno ta goveja juha. Kaj najlažje posnet nekako večkrat ješ juho, če bi jedel krompir, to bi pa z full krompirja šlo. Ne, ni to, mislim, da je tudi ta moment, da je to zelo slovensko. Ja. In pol imaš pač res, teh scen ne vidiš v tujih filmih toliko. Tradicija. In zdaj sem se hotel sam spomniti, da je bilo... Jušnik, tako nas. Ja, prav to. Ne vem pa je bilo v Prasici. Se me ne morem spomniti. Zdaj, ko pomislim, bi rekel, da ja, sem mogoče tudi tako idejno paš. Kaj, v katerem filmu kaj je ta film, ki je, od koga je že? Rok Biček. Ne, ta scena je kao en temnopolt, igralec, ki igra Slovenca in on je... Od burgerja, kaj je bilo? Ja, in pol je pač ta scena seveda s golfom, ki je slovenski golf, pa on puca tega svojega golfa in med drugim eno od teh zelo pomembnih scen je tudi to, ki so pač skupaj jejo župo. Ja, sem gledala, sem se ne spomnim tako detajle. Jaz se spomnim sem teh dveh prizorov. Ja, na nošo sem že čist pozabil. No, mogoče sem jaz to tako vse skupaj združila v nošo, pa mogoče sploh ni noš. Ne, ta film je bil ful dober po svoje, ne? Ki je bil kao tako malo subverziven. Kaj je ta temnopolt. A je bila temnopolt držina, ali je bil samo temnopolt fotor, ne spomnim se. A je tako kritika, ksenofobija, okay. Ma ne, v bistvu je bila finta, ne, pač, da on je Slovenc, ne. To je bilo vse, kar je bilo, pač, ampak je tako, ampak kao, ne igra vloge, kakšen si, ne. Kako je lahko Slovenc? Ja, to, pač, ja, temu pač subtilno. Pod tonu pa je bilo to, ja. In pol se je bilo pač obvezno, so bile te par scen. Ja, juha, golf, to je res. Mislim, da je bil rumen golf. Tako da ja, tudi vaše kosilo bi lahko bil začetek za naslednji film. Pa tako dal bi eno instalacijo od Damjana bi dal čez, da se sam vrti neki tako nad vami. Tako ful je bilo lahko surrealistično, tako art house. Sam še naslov rabimo. Slikala sem. Keeping up with the Kracinas. Reality. Tako kot je Osborns. In pol bi tako 20 minut sam bilo, kako si vidve sestro delate ta hud make-up, pa bi bil tako like tutorial. Ok, če imate dropped eyelid, morate tako narediti eyeliner, sam ne uporabljati tega na tej osnovi, ko ne bo zdržal. Ti bi to tako mal z nekim med reality in produced. Včeraj sem ta tip govorila v Axiomi na otvoritvi nekomu. No, se je to. How to fabulous. Jaz sem sicer mislila še kakšno reč o tej, da si ti bila ful aktivna za te študentske volitve in da je to ful pomembno, ampak mogoče lahko sam to povemo. Da hodite voliti študentje, če ste študentje, ker jaz pač sem zdaj čez ven. Ja, ne, mislim, nasplošno se mi zdi, ne sam študentske volitve, ampak to nasplošno se mi zdi, je pomembno, da si angažiran glede situacije okoli tebe in da si kritičen glede tega in da, ja, če lahko kaj narediš, nared in bodi glasen do stvari, ki te motijo in mogoče se lahko kaj spremeni. Te študentske volitve so bile res tako, ne vem, se mi zdi, da je bilo prav, da smo se... Povej malo, zakaj so bile pomembne in zakaj si se angažirali. Jaz drugače nisem del te stranke, ki je nastala pač opozicijska stranka. Ful sem podpirala, tako da nimam ful pri temu. Sem tako, šerala sem na Instagramu. Problem je ta študentska organizacija šov. Pač zdaj te, ki so bili do zdaj na vodilnih položajih na vseh fakultetah, pač so v bistvu ful izkoriščali študente, študentski denar, niso bili transparentni glede tega, kam gre denar, kako so bile volitve, če so bile sploh demokratične, take stvari, ne vem, tako ful so tudi delali stvari, ki so bile tako nezakonite. To se spomnim še med korono, ko so bile te scene, ko bi mogle biti javne te njihove. Ja, recimo. Pa niso bile, pa pol se je RŠ se je ful umešaval, pač, ker je bila cela scena, ki jim niso pustili zraven. Pa to niti ne med korono, to je bilo tudi že pol, tako recimo to, da pač niso imeli javnih sej, ki bi mogle biti javne, da so potem še petali dobesedno na sejah, ki jih niso kao smeli ven vrš, da so, kako se temu reče, ne vem, je to tudi cyberbullying, ampak tako neke stranke, na opozicijske stranke
ne vem, so njihove telefonske številke Objavili. na dan volitev dal, ne vem, zastonj, kakor da dajo zastonj neke ekrane ali zastonj neke za igrce, kontrolerje. In potem so dobili ful klicev in so jih pač ful dobili spama in potem so pač zjebali volitve na ta način. Ali pa recimo tudi imaš nekega spolnega nasilja primere in fizičnega nasilja primere in take stvari. Pač se mi zdi, da je bilo pač sam cool, da se je to postavili in da so se pač naredile stranke, opozicijske stranke, ki pač tega ne tolerirajo in niso pod zdaj temi modrimi in povezanimi, ki so pač problematični. In izid volitev je bil... Odvisno kje. Odvisno, pač itak vsaka fakulteta ima, mislim, vsak faks ima posebej te stranke in pač nekateri faksi sploh niso imeli opozicijskih. Problem je tudi, da pol študenti v resnici sploh niso informirani, ker ponavadi ciljajo na bruce, bruc pa ne ve sploh, kaj se dogaja, ker vse, kar bruc ve, je, da je vse nekaj novega, da je nek nov sistem, da ima vse te predmete, da morajo hoditi tja, da ima da ima ta kurnik, da ne more iti jesti, ker se mu prekrivajo ure. In potem bo šel vol tunga, ki ti pač uturi torbico neko, a veš, nek merch. To je bilo že desetletja nazaj tako in dvomim, da se je kaj dosti spremenilo. To je fora, da zdaj se že toliko časa ni nič spremenili in zdaj se mi zdi, da po 10 letih prvič, če imam prav, je na faksu na Aloju se prvič pojavila opozicijska stranka, ta proletariat, in pač so se zauzemali za dejanske interese študentov, ne pa za pač, ne vem, profit, pa to, kar pač počne modrim povezani in stranke pod modrimi povezanimi. Ok, ali zaključim? Kar ne. Ja. Hvala vam, drago občinstvo, za vso vašo pozornost. Najlepša Klari. Bravo. Najlepša hvala, Klari, za obisk. Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple podcasti. Novo prispele epizode deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmrl. Napište nam kakšen kul komentar, polajkite epizodo, donirite kavo. Pejte kakšen art pogledat in v pričakovanju morebitne Esmeralda serije od Klare. Mogoče bo remake. Strani Slovenskih novic, ja. Ja. Bye. Čau. Moraš se kar tako dikati ljudi, brez da jih vprašaš. Bodeča neža. Pustil sem, da se pomente. Ja, drugače ti si omenila nekaj te starosti, ki si rekla, lih iz Afrike, ki sem pol šel, eno stvar, ki si narisala tisto bejbo z dudo, sem skušal zagotoviti, da je, če je slučajno poznam, ki mi izgledala. Ti pokažem fotko? Ja, dej, prosim. In pol sem šel scrollat na Afriki in pol me je malo menilo, ker boh ved, kje to je. In lih na Afriki imaš tako, dijaški žur. In so tako pač dejansko dijaški žuri bili tam. Tako da ja, nekateri so bili srednješolci.